Živijo, spet jaz, Srebrusta tukaj. Pozdravljeni spet v še eni sočutni čajanki. Jaz imam sicer vodo, ker čaja ne maram, ampak imam pa piškote, tako da to tudi za nekaj šteje. Vem, rekla sem, da ne bom nekaj časa delala telih sočutnih čajank, ampak tale se mi je zdela pomembna. Vidite lahko že po naslovu, o čem bomo govorili, in sicer o mojem poporodnem telesu. Zakaj zdaj? Zato, ker sem ravno 9 mesecev po porodu. Se veste, kako pravijo, 9 mesecev gor in 9 mesecev dol. Verjetno vam je jasno, da tale video ne bo šel v smeri poglejte, kako sem shujšala po porodu, imam ogromno mišic in nul fat, in če pijete ta in ta prašek, jih lahko imate tudi vi. Ne, takih je dosti naokoli, no. Mislim, da kamorkoli pogledam, je ta mamica s petkami, ravnim trebuščkom pa vozičkom. Mislim, nič ni narobe s tem, če si mamica pa nimaš grama maščobe, jaz nobenega tukaj res ne obsojam, ampak se mi zdi, da mediji so povzeli to podobo te mamice in jo sprevrgli v nek tak ideal, ki se ga ne da dosegati. In to ni okej. Mislim, ni. Tako da sem se odločila in bom dala sliko še svojega telesa zraven kot neko kontro, da boste videli tudi ostale mamice, pa očkati tudi seveda, ne, pa babice, pa tašče, pa tete, pa strici, da so si telesa različna. Tako kot so si različni naši dojenčki, smo si različne tudi mamice. Želim vam v bistvu povedati, da telo je močno, tudi če ni mišičasto. Glejte, kaj smo vse dosegle v teh 18 mesecih, a ne. Mogoče preden ga pokažem, pokazala ga bom. Zdaj preden pa pokažem to svoje telo, mogoče malo zgodovine o njem. Jaz nikoli nisem bila zadovoljna s svojim telesom, tudi doma, v šoli, kamorkoli sem šla, so me zafrkavali. Veste, da to pusti določene posledice na umu, sploh kakšne najstnice. Seveda sem se sama začela tako gledati, kakor so mi drugi govorili, da izgledam. Čeprav zdaj, ko nazaj gledam, sem pa halo? In v bistvu s to zavestjo grem tudi naprej. Ne glede na to, kako se meni zdi, da jaz zdaj izgledam. Razmišljam čez 50 let, ko bom cela zgubana, pa stara, pa bela, pa bom gledala nazaj, pa kaj sem jaz takrat razmišljala? Zakaj sem se obremenjevala s tem? Zakaj se nisem mogla imeti rada? Ne, poglej me zdaj, sem pa cela boga, pa siva, pa stara, ne. Še zmeraj lepa, ampak pač, ne, za nazaj se vedno drugače gledamo, kakor v tistem trenutku, v katerem smo. Dajte si pogledati slike iz prednosečnosti, mogoče od takrat, ko ste si mislili, da res ne izgledate najboljš. Poglejte si slike, pa mi napišite spodaj, no, kakšni so pa vaši občutki ob tem. Najmanj sem v bistvu tehtala, ko sem spoznala moža, temnovida. Po parih letih sva zanosila. Tista nosečnost se je končala z spontanim splavom, žal, v 3. mesecu. Tako da takrat sem še malo bolj zasovražila svoje telo. Res zdelo se mi je, da ni neke najbolj primarne pa primalne naloge svoje opravil, bil sposoben opraviti, tako da tudi s tem sem šla v to nosečnost. Res cel čas nisem pričakovala nič dobrega iz tega, pa potem še kasneje bolniška. Mislim, na svašta bi lahko zdaj pripisala to, da ne vem, sem se zredila pač 25 kg. Skoraj 25 kg. Tako da februarja, to je 9 mesecev nazaj, sem rodila z nujnim carskim rezom. Zdaj, če vas zanima ta porodna zgodba in vse to, lahko naredim posebej, ali na Instagramu kakšen zapis, kakorkoli. Zdajle ne bomo preveč časa zapravljali. Tako seveda je tudi to pustil sledi na mojem telesu. Preden vam pokažem, no, bi vam rada še to povedala. To je moje telo. To je moje doživljanje njega, moja percepcija mojega telesa. To ne pomeni, da če je vaše telo drugačno ali pa vaše zavedanje vašega telesa drugačno, da je to kaj slabše. Ne. To, kako se meni stvari dogajale, to je moja zgodba. To ne pomeni, da se bo vam tako dogajalo. To ne pomeni, da bo vaše telo po porodu tako. To je samo zgodba vsakega posameznika in tako, kot
Vsi priprtljaji našega otroštva že, recimo, se nam poznajo na telesu. Tako bomo tudi to nosili s sabo. S to zavestjo hočem, da gledate to, no. Ne zdaj razmišljati, joj, ta pa sploh ne ve, kaj ima, jaz imam 100-krat hujše telo. Ali pa, joj, ne rabiš, da imaš tako telo, lahko res delaš, pa boš imela tako in drugačno telo. To je moje telo. Ti imaš svoje telo. Jaz svojega dojemam drugače kot tvojega in ti tvojega drugače kot mojega. In isto je z porodom. Tukaj gre res za zgodbe vsake posameznice in je ni za posploševati. Res ne želim, da se tole sprevrže v nekaj, kar ni in se posploši kot neka splošna resnica, ki velja za vse. Gremo kar od začetka, od zgoraj navzdol. Lasje so mi nekje par mesecev po porodu začeli drastično izpadati, zdaj mi že rastejo nazaj, tlele jih vidite, drugače pa še kar tole plešo na tej strani malo bolj, no, izrazito. Vid oči slabš vidim, definitivno, ampak se še nisem spravila do okulista. V nosu se mi vedno nabiral nek sluz, zdaj se je to malo poboljšalo, pa zobje se mi lomijo, kaj? Ampak po drugi strani imam pa fejst močne roke. Konec koncev nosijo otroka. Skoraj 10 kil prenašam vsak dan in to večkrat. Pa moj hrbet isto, mislim, to je noro, kakšna bremena naše telo lahko prenaša. Zdaj, če gremo naprej, moje zize. One izgledajo pa, kot da bi ena strela vanje udarila. Dajte si pogledati, kako izgleda oko človeka, v katerega je udarila strela. Prav en tak vzorec je, res noro dobro izgleda. Ja, mislim, ta leva nekaj sploh ne sodeluje, non-stop se mi maši en vod, samo dala mi Igor. Od spodaj imam eno tako ogromno žilo, tako toliko je velika. In gre tako čez celo to pot, in jaz sem dala ime Reska. Ker če je že tam, no, pol mora imeti ime, a ne. Te moje zize so 6 mesecev, to je pol leta ohranjale pri življenju mojega sina. Tako nič drugega, nobene vode, nobene druge hrane, samo to. Itak, da se jim to pozna, ne. Jim ne morem prav nič zameriti. Zdaj ziz seveda ne bom pokazala. Da smo si na jasnem, zdaj mogoče bi mogel biti to en disclaimer malo prej. Tako pa glavni del, domek mojega malega. Rol, prosim. Evo, takole je, tole zdaj. V bistvu prvih 8 mesecev nisem imela nekih strij, mislim, da sem imela eno ali pa 2, pol pa v zadnjem 9. mesecu je šlo pa sam. Mislim, da so prišle, še vidim, ja, do semle, pa tlele je bila. To se strija, imam srečo, ker ta luknja od uhana v popku se mi pa ni zastrijala, no, sem videla, da pri kakšnih tudi to postane čisto tako črno, tako da moram potrkati na neki, da ni. Evo, moja brazgotina, moja črtica je pravijo, kot neka pravljica, črtica. Mislim, mene ne moti, pač tam je, a ne, se bo zacelila. To je to, toliko so šle zaenkrat tele brazgotine, strije nazaj. Zdaj ne vem, koliko bojo šle, tudi če bojo take ostale v redu. Trebušček je tak, no, mlahav. Če imam neki čez, gleda, kakor da sem še malo noseča, a ne. V bistvu najhujše, ko se prepognem. Na to. To je to. Hodim na telovadbo k fizioterapevtki. Mi je pogledala, koliko imam še diastaze in to je zaenkrat v redu, da imam dosta čvrsto tkivo tle, čeprav meni se res ne zdi, ampak okej, ne. To je to. Zdaj, kar se drugih stvari tiče, rit je bila prej recimo da tako, no, še zmeraj kar okrogla, ampak zdaj malo bolj dol. Noge, stegna tudi, čeprav hodim vsak dan. Tudi po 2 uri sem hodila polet, zdaj ne glih v tem dežju. Ne, nimam jih glih cajta pobrit, a ne. Oziroma, imam čas, sam rajš nemam videe za YouTube, kakor da bi šla noge brit. Tako da to je to, no, kar sem vam v bistvu hotela pokazati. Hotela sem dati samo eno sliko zraven v primerjavo z vsemi tistimi izklesanimi telesi. Ne pravim, da jaz ne bom nikoli do tja prišla, čeprav močno dvomim.
Ampak tudi ni to zdaj trenutno na vrhu mojih prioritet. Na tisto telovadbo hodim res zaradi tega, ker se jaz boljš počutim, ker se mi zdi, da mi pomaga malo bolj. Ja. Tiste mišice medeničnega dna pa tele trebušne okrepiti. Tako da sem se pa dogovorila s svojo fizioterapevtko in bo pomagala v tejle mini seriji. Se pravi, tole ne bo samo sočutna čajanka, ampak bom to razširila v serijo o sprejemanju lastnega telesa po porodu in spremljanja le-tega. Se pravi, dajte mu čas, skupaj z fizioterapevtko Tjašo bova pokazala, kako si lahko sami preverite, če imate diastazo, se pravi, razširitev teh dveh mišic. Potem tudi upam, da nam uspe sestaviti kakšen krajši video z vadbami, mogoče naredimo kakšen dogodek tukaj pri nas. Tako da res, mislim, tukaj je neskončno možnosti, sploh če želite iti z nami čez to. Dajte mi od spodaj napisati, kako se vam sploh zdi ideja, bi bile pripravljene sodelovati pri čem takem. Tukaj res rabimo, malo več podpore iz vseh strani, da začnemo ženske sprejemati najprej vsaka samo sebe, ker potem lahko bolj sprejemamo tudi eno drugo. Tako da to je z moje strani za danes to. Če vam je bil video všeč, dajte stisniti prst gor. Če imate kakšno vprašanje, bi mi radi kaj povedali, mi napišite tam v komentar dol, sploh napišite mi, kakšna se vam zdi ideja s to novo serijo. Če pa mislite, da bi ta video komu prav prišel, če veste, če imate kolegico, ki se sprašuje, kaj je zdaj s tem njenim telesom se dogaja, dajte podeliti ta video naprej. Mi se pa itak vidimo kmalu.